Fras in Medvard in Fras in Medvard show. Lepo zdrav še enkrat več. Zdravo. In upamo, da ste kje na hladnem, senci kaki ali pa na kaki klimi, da mogoče kje malo piha. Pa lepo tako, ali pa kje pri vodi, ne? Pri vodi je vedno tako malo bolje. Da ti je vroče ko pes, pa se slečeš, pa prideš do morja, pa naenkrat ni več tako vroče. Ne? Ko pa moraš iti not. Ker če greš nazaj, pa se oblečeš, te ljudi gledajo. Če si potegjan. Se pač greš, pa se navadiš. Okay. Ja, greš postopoma, pa je pol fajn. Ja. Ne, greš do kolen, pol pa se vržeš, pa je to. Ne, predtem se moraš malo zmočiti. Ne, telesa. to je brez veze. Ni brez veze, kaj če te kap. Jaz se vedno zmočim malo. Jaz tudi. Raz tak, da bim bam pa bela roža letos. Ne? Na to račun. Anji se je nekaj zgodilo in bi rada to podelila in pravi, da jo bo to zaznamovalo za svoje življenje. Ja, res je. Okay. Včeraj sem šla v trgovino po eno stvar, ki seveda na koncu ni bila samo ena, in s polno košaro in še s polno roko se odpravim iz trgovine in seveda sem komaj še držala to košaro, ampak ne. Anja si je rekla, zdrži do avta, ne spusti košare, idi. Tako kot vsi pravijo. Tako. Ja. In tik pred avtom meni se spusti en ročaj in iz košare se odkotali melona. Ja, kam? Ja, kam le? Pod avtobus. Pod drugi avto. Ja. In seveda jaz pogledam po parkingu, polno ljudi je bilo, tak mi je bilo že nerodno. In sama sebi rečem, ok, daj košaro v avto, poberi stvari in pol se prepogni, ne, in poglej. Ja. In pol se spomnim, da imam oblekico gor. Da bi lahko še koga slikala vmes, ne? No, in pol si vseeno mislim, ok, se prepognem, pogledam in ta melona je bila na sredini drugega avta. Ja, seveda. In hitro razmišljam, kaj te naj zdaj naredim, ali pustim to melono tam, pa tisti, ko bo prišel, me bo klev. Ali kaj naj naredim? Ni šlo z nogo, sem to razmislila. Ja? In se spomnim, da imam verjetno v avtu dežnik. Okay. Ja. Na kar vzamem dežnik in to melono cuknem ven izpod avta in melona se skotali pod moj avto. Pa dobro. Ampak Ja. sreči samo do gume in bolj sem to ljubo melono pobrala gor, si dala sončne očale gor in se hitro odpeljala in upala, da me nihče ni prepoznal. Ja, ampak upanje je laž. Jaz sem Ki so samo te upal vsi še gledali. v tej tvoji zgodbi, da ko si izbezala melono izpod tistega avta, da bi te čakal lastnik, tako, ko si gor pogledala. Zdravljena. Gospa, kaj je z vami narobe? Ja, Ne, jaz bom ni me. poklical policijo. A ja, pa naj še povem to, da sem tako parkirala, da vsi, ki so bili na blagajni, so lahko me videli. Čudovito. Bravo. Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? 11:13 je ura in v tem studiu pozdravljava profesorja Križaniča mlajšega. Servus. Lepo zdrav se. O, profesor. Kaj zdaj? Kar toplo, ne? Ja, kar ja. Ja. Poletje je skoraj vedno tak, to je hudič. Ja, to je hudič in jaz skoraj, mislim, ne vem, ne spomnim vse dobro, ampak leta 1979 ziga ni bilo tako vročeno. Zna biti, da ne, fraz slabo pa vmes preveriš. Bom Je videl, bilo pa se leta meni. 1979 tako vroče. 24. juni 1979, temperatura Maribor, napiši. Ja, ker me res zanima. Okay. Medtem pa se spomnite, ker sem že jaz tolikokrat čul zdaj ime Nile Rodgers. Nile Rodgers. Ja. Kaj je že to? En neki producent pa vse. Ja. Soustanovitelj zasedbe Chic ter avtor številnih uspešnic, tako za svoj band kot za tuje izvajalce. So udeleženje pri prodaji več kot 500 milijonov plošč, prejemnik 6 Grammyjev in član Rock and Roll Hall of Fame. Kot producent je sodeloval pri svetovnih uspešnicah, kot so naprimer Like a Virgin, Let's Dance od Bovija, Notorious in pa The Reflex od Duran Duran, to so samo nekateri. Je tudi soavtor Get Lucky od Daft Punkov.
ki je postal mimogrede eden najuspešnejših singlov v Veliki Britaniji nasploh. No, njega bomo pa danes slišali in njegovo zasedbo Chic in... Skratka, ima neko žilico. Mislim, nekaj že polnarjev. Okay. Vse ni mimo rukma. Tako da iz leta 1979, ko je bilo vreme, kako? Točno za ta dan ni, piše pa, da so poletne temperature v Mariboru leta 1979 bile zaznamovane z izjemno vročino, jasnim nebom in soparnostjo, zlasti v juliju, ko so temperature dosegle visoke vrednosti. Tukaj gledam neke temperature, absolutno najvišja temperatura 36, 37 tu nekje. To je isto bilo. Bolje je bilo vroče. Kaj se razburjamo, včasih ni bilo tako. Ja, sva je bilo. Good Times, Chic iz leta 1979. Pihalni orkester Pošta Maribor praznuje, pazite, 95 let obstoja. To je To pa je res. 95 let. Pohvalno. Bravo. Se ni našel noben, ko bi rekel, veš kaj, meni se več da, pa bi oni drugi rekel tudi, a meni tudi ne, in bi šlo vse skupaj v 3. Ne, so bili vedno ljudje prisotni in zagnani. Tako da kapo dol za to. Gre torej za mednarodno priznan orkester, ki se udeležuje tekmovanj ter nastopov doma in po Evropi, ter tako že leta spada prav v vrh pihalnih orkestrov v Sloveniji, kjer redno tekmuje v najvišji koncertni kategoriji in osvaja tudi najvišja priznanja. In ob tej častitljivi obletnici orkestra smo se pogovarjali z njegovim dirigentom Aleksandrom Čončem, ki je od svojega 12. leta njegov aktivni član in je v njem igral prvi klarinet. Torej z njim smo govorili, pa tudi s predsednico orkestra Urško Sancin. Za začetek, gospod Čonč, kako v bistvu obvladati tako številčen orkester z okoli 75 člani? Če ne bi bilo vodje spreda, bi to hitro razpadlo. Po prvem taktu bi že lahko pospravili instrumente, pa šli. Ne? Ta orkester je sicer ljubiteljski, kameni amaterski, kljub temu pa vsebuje veliko teh, ki se glasbeno izobražujejo, ki so na konzervatoriju za glasbo ali pa na akademiji za glasbo ali pa so že zaključili študij na akademiji. Taki, bom rekel, glasbeniki se pa tudi prepustijo voditi, ker sami vejo, da želimo za dobro orkestra neki dober zvok ustvariti. Tako, da ne sam en tam soliro brez veze v kotu. Če pa so težave, s katero skupino glasbenikov jih imate največ? Največ dela je s predsednico, malo hecam. Največ dela pa je v bistvu s flautami, ne? To je štimati težko, ne? Ponovadi so 3 v orkestru, maksimalno 4 flautistke zaposlene. Pri ljubiteljskem orkestru je pa res tak, vsaka druga igra flauto, ne? Punce, kaj bo če druga igra, ko bo flauto, ne? In res prije 10-12 flautistk in pa jih imaš v 2 vrstah se posedijo, ne? In to, da intonacija ne trpi, da ljudje jih zvija, ko poslušajo, jih treba to štimati, ne? In to treba dolgo in s tem je največ dela, bom rekel, ne? Izjemno. Zanimivo. Okay. Udeležujete se tudi različnih tekmovanj doma in po Evropi, redno ste prisotni tudi na prvomajskih budnicah. Mi zjutraj štartamo z igranjem in potem, bom rekel, skoraj pri vsaki lokaciji, kjer stojimo, prije kakšno okrepčilo in po teh okrepčilih, ki jih je vedno več, je potem tudi vedno bolj pestro, ne? Tako da včasih se tudi budnice kjer zaključijo, tako da ima mogoče kakšen ustno kap. Aha. Zanimivo. To pa poznamo, ne? Tu imamo enega sodelavca, ki tudi redno špila, ne? Tako, če se zdaj spet vrnemo k vaši častitljivi 95. obletnici, gospa predsednica, kaj pripravljate ob tem jubileju? To je res zavidljiv jubilej. Smo se odločili, da bomo pripravili en večji projekt v obliki slavnostnega koncerta z imenom Calling All Dance. V bistvu gre za vokalno-instrumentalno delo Kristoferja Tina, ki ga je za naš pihalni orkester priredil naš dirigent. Gre za eno tako celotno delo, ki je razdeljeno v 3 dejanja, v 12 stavkov, izvaja se v enem kosu. In dejansko ta dejanja v bistvu simbolizirajo nek tok življenja, se pravi dan, noč in pa zoro dneva in potem življenja, pač analogija na to cikličnost. Koncert se bo zgodil v gledališču, torej v Slovenskem narodnem gledališču Maribor, 26.6. ob 7:30 zvečer, da vljudno vabljeni. Nekaj kart je še na voljo.
Čudovito. To je zdaj v petek. Super, Ja, res je. Tako da hitro še po karte. Tako in še enkrat čestitke in vse najboljše za Vse najboljše. 95 let. Vse najboljše. Bravo. Gremo malo k odbojki. Danes se namreč v Ljubljani pričenja drugi turnir elitne lige narodov v odbojki in za kako zelo pomemben turnir gre, je razložil odbojkarski trener Sebastian Škort. To je seveda največje, najprestižnejše tekmovanje v odbojki, ki pa ni samo tekmovanje v tej ligi, ampak tukaj je nabiranje točk za olimpijske igre v Los Angelesu in normalno, da je vsaka tekma zelo pomembna in vsaka tekma se točkuje, porazi se gredo v minus točke, tako da je seveda vsak turnir, ki se igra, zelo, zelo pomemben. V minus, vidiš? V minus gre. To je pa kar, ne? Zanimivo. Si predstavljaš, da je bila nogometna liga, pa bi izgubil, pa bi dobil minus 3 pike. Ne. To je bilo kar pestro. Celo sezono bi bil na nuli. Ne? Ja. Okay. Na prvem turnirju, ki je bil na Kitajskem, je Slovenija zabeležila 3 zmage in 1 poraz ter trenutno zaseda visoko 6. mesto med 18 državami. Bravo, super. Izjemno. Na domačem turnirju slovenske odbojkarje prav tako čakajo 4 težke tekme in že nocoj ob 20:30 obračun s Kanado. V Ljubljano prihajajo in Brazilci, vemo, da so svetovni prvaki, večkratni, enako Italijani, tako da to sta tekmi, ki nas čakata v soboto in nedeljo, pa v četrtek še Bolgarija, ki so lani na Evropskem prvenstvu izločili Slovenijo, na koncu osvojili tretje mesto. Tukaj imajo seveda 2 najperspektivnejša mlada igralca, brata Nikolo, ki držita sama ta reprezentanco po konci in gre za res 4 težke tekme in pomembne tekme. Kaj si nar? Ker dobro, ne? Ja. Tako da poleg fuzbala, ki ga imamo po televiziji non-stop, tudi te vrhunske odbojkarske tekme. Tako da ne bo falilo športa, pa lepo vreme je, pa hladilnik, pa tako se spodoba. Pa klima pa to. Ja, Pa žar. če imate dve, se veda, Anja, se pa tega sploh ne rajmo več omenjati. Ja, To je menda, ja. spomnim se. Pravilno. Zdaj pa, če imate možnost slučajno, kako, ne, 2 televiziji, na eni odbojka, na drugi fuzbal, se ti Yeah. izjemen dan, Ja. pa jutri smo fraj. Kaj češ boljšega? Pa eni so še v petek fraj, ker grejo na morje. Jo, kaj si- kako se ja, eni pa res. Banda hudiče more. Zdravo! Zdravo. Festival. Okay. Ja, Lent je v petek. Tako da pravkar sva naredila uvodno pesem za festival Lent, ki bo potekala tudi tukaj na glavnem trgu, ko bo slavnostna otvoritev. Moj čakam, da jo slišim. Ja. Okay. Ti pošljem MP3. Predo, ja. Sicer pa, zdaj že vemo, ne? Milijarda enih dogodkov, Ja. koncertov, predstav, ne vem česa vse, delavnic, ne pozabiti tudi seveda na izjemna dogajanja v parku, vedno tudi za otroke, ne? Pa Tako. tudi vse povsod drugje, ogromno za otroke. Sicer na spletni strani Narodnega doma Maribor najdete celi program, mimo grede najdete ga tudi na tabli tukaj pred našim radiem na imate en pano, če greste mimo, lahko pogledate in greste dalje. Ne? Tako. Kaj še se bo dogajalo na Lentu? Tudi v okviru letošnjega festivala Lent se bo na vrtu obrata prostora umetnosti in participacije od nedelje do torka, torej v nedeljo, ponedeljek in torek, z začetkom ob 9. uri zvečer, zvrstila kurirana selekcija 100 animacij mednarodnega filmskega festivala Stop Trik, ki vsako leto v Mariboru poteka v jeseni. Letos se bo ta odvil že 16. zapored. Evo, tako razlaga Kaja Fidler, tako da tudi to na Lentu, mislim, tak, če pogledaš, vedno je fajn, ne? Imaš rad, ne vem, koncerte, imaš rad predstave, ampak na Lentu je vedno, ker je toliko vsega, da imaš vmes, ne vem, čas malo, pa malo skočiš tja, pa prvič vidiš 90% stvari, wow. Tako.
ne, kako nekdo nekaj se z nečim ukvarja, pa nekaj pa dela. ta ulična gledališča, pa to ne, da se malo staviš, pa te presenetijo, tako da... Ja, pa nisi imel namena, recimo, ne, pa greš svetovno, ne, pa že drugi dan, veš, ki sem bil včeraj. Tudi je ogen bruha, ne, recimo, ne, ja, pa ni bila predstava. Tudi to se vidi. Ekskluzivno za Toti Radio, Sašo Dobnik iz svetovnega prvenstva v nogometu. Tako, Saša, torej na drugi strani sveta, v bistvu lahko rečemo, ne? Ja, kar, čez lužo. In dajmo preveriti, torej, kaj je bilo danes oziroma po noči in kaj se dogaja tam. Sašo, izvoli, kje si? Zdaj se javljam iz ulice in sicer zbudil sem se. Me je mogoče malo žal zaradi tega, ker včeraj sem šel na bejzbol, razumel nisem niti 10%, ampak ko smo že šli vsi domov, Dobnik ne bi bil Dobnik, če ne bi zavil v kazino. Seveda v kazini prvo ti dajo 100 evrov bonusa, potem ti to teh 100 evrov lahko to porabiš, ker nič ne dobiš, potem plačaš to, in šlo je pol moje letalske karte. Tako da, dragi poslušalci, poslušalke, kdaj zmagaš kazino? Takrat, ko greš mimo. In to sem jaz že rekel 10-krat, pa spet nisem šel mimo. Ampak nema veze, pol smo se pa naspali, pusti tisto vjutro, ameriški zajtrk s totimi njihovimi palačinkami, vse sladko, zredil sem se 4 kile, sigurno. In potem smo bila z prijateljem vabljena na škotski marš na Miami Beach. In seveda smo se tega tudi odeležila. Nisem mogel verjeti, da kar se Škoti zmenijo, to drži, in to nas je bilo 8000 maširalo po Miami Beachu, potem pa fešta in moram vam povedati, prodaja najnih kart. Cena naj ostane skrivnost, ampak prodaja najnih kart, tako da tekmo bomo gledala Brazilija, Škotska iz fancone, oba smo zadovoljna, vesela in tak je, prideš, greš, daš, mislim, to je nenormalno. Je pa res ena stvar, ki moram še povedati, preden grem spat, da smo tudi danes vabljena na fešto, ki se bo zgodila med Škoti in Brazilci, in to je celo bilo po lufti objavljeno. Po lufti je letalo objavilo, da so gratis koktejli za Škote in Brazilce, kajti jutri je tekmo, tako da pričakujte neverjetno, fajn se imejte, hvala Toti Radio, hvala Implan in jaz moram priti počasi domov, ker drugače tega ne zdržal, tako da hvala lepa, fajn se imejte. Hvala tebi, Sašo. Zdaj mu že počasi zavidam. To pa res Amerika, ne? Kako razlaga, da je letalo po luftu. Ja, pa vidiš, kako je bilo fajn iti. Jaz sem si samo predstavljal Sašota na plaži za Škoti. Tako? Ko hodi. Ko korakajo. Ja, mogoče so mu kilt posodili. Tako, taki mali, da se vidi vun. Sicer pa, da se samo 4 kile zredil v tak kratkem cajtu, tudi vsaka čast. Jaz bi se 23, kaj si nor. Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Tuj. Implan, trgovina Tuj, vse za piknik in zabavo. Implan.si. Se spomnite včeraj, ko sem se razburjal, da komentatorji uporabljajo besedo vor? Ja. Zelo si se razburjal. Ja, in Dejan je vse skupaj razložil danes zjutraj, tako da hvala lepa že vnaprej. No, pa dajmo prisluhniti, torej razliko vor in var. VAR je oseba, torej video assistant referee, pomočnik sodnik v videosobi. VAR, oseba. Ja. VOR je pa soba, v kateri je VAR. Video Operations Room se imenuje, kratica VOR je torej soba, in če so dobili obvestilo iz VOR-a, je to povsem pravilno, ker so jih obvestili, se pravi VAR,
video assistant referee, jih je obvestil izvora iz Video Operations Room. Evo, vidite, to je torej ta razlika. Sicer smo lahko bili priča posnetku iz prihodnosti, ko bo Dejan Vedlin kot dedek svojim vnukom razlagal, ne, ko se je takrat to začelo. Jaz mislim, da je Bog najprej. Ne, ni. Ne. Okay. A to pa ni, nima takega glasa, ne, ima lepšega. Ok, tako da zdaj vemo. Ok, zdaj vemo, torej si se za brez veze razburjal. Ne, nisi. Vseeno mi gre na živce. Fras in Medvard in Fras in Medvard show.